Sirija pravi, da je dosegla dogovor z Moskvo o prihodnosti dveh preostalih ruskih vojaških baz v državi. Po dogovoru bosta letalska baza Hmejmim in pomorska baza Tartus postali skupna vadbena centra, medtem ko bo Damask ponovno prevzel nadzor nad sosednjimi civilnimi objekti. Rusija bo ostala, vendar z veliko manj nadzora, kar je pomembna uveljavitev suverenosti strani sirijske vlade po Asadu. Moskva dogovora še ni potrdila. In za več informacij se nam je pridružila Ana Borščevskaja, višja sodelavka na Washingtonskem inštitutu za bližnjevzhodno politiko. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Večkrat ste že bili z nami. Res cenimo, da ste z nami. Zakaj bi se nova sirska vlada odločila ohraniti kakršnokoli rusko vojaško prisotnost, glede na vlogo Moskve pri podpori Bašarja al-Asada? No, najprej, kot ste rekli, vidimo novo Sirijo in pomembno je priznati, da je to Sirija, ki uveljavlja svojo suverenost. Razlog, zakaj Rusija ne more popolnoma izgnati, pa je v tem, da obe strani priznavata, da se potrebujeta. In sirska vlada še vedno potrebuje Rusijo. Ne more si privoščiti, da bi popolnoma odtujila Rusijo. Nedavno sem bila v Siriji in v bistvu sem opazila isto stvar, da čeprav vidimo novo Sirijo na splošno, položaj Rusije ni nujno oslabljen, ampak se preprosto prilagaja. In gre za veliko več kot samo za vojaške baze. Vojaško sodelovanje je le en del te večje slike. Pravite torej, da ne gre za oslabitev, ampak za prilagoditev. Povejte mi več o tem in kako to spreminja vojaško vlogo Rusije v Siriji. No, še vedno čakamo na več podrobnosti o tem dogovoru. Vendar je iz poročanja jasno, da Rusija še vedno igra vlogo, da Rusija ni popolnoma izključena. In to je tisto, kar je pomembno poudariti, da je Rusija še vedno v Siriji. Preprosto išče načine, kako prilagoditi svoje delovanje, kako komunicira in sodeluje s tem režimom. Ni pa nobenih znakov, da bi Rusija nameravala oditi ali da bi si sirska vlada lahko privoščila, da bi Rusijo popolnoma odtujila. Moskva še ni javno potrdila dogovora. Kako pomembno je to in ali se lahko pogoji še spremenijo in v katero smer? No, Rusija je verjetno nezadovoljna, ker je bila njihova vloga zmanjšana. In to je lahko eden od razlogov, zakaj še niso potrdili tega dogovora. Na splošno pa je pomembno to, da bosta Rusija in Sirija iskali načine za sodelovanje. In zato poročilo, ki ste ga omenili, govori o nekakšnem skupnem usposabljanju. To znova nakazuje na neko vrsto odnosa. In kar je najpomembnejše, bistvo, niso podrobnosti tega odnosa, saj se to lahko spremeni. Te taktike se lahko sčasoma spremenijo. A pomembno je, da sirska vlada znova sporoča tako svoji javnosti kot preostalem svetu, da uveljavlja svojo avtonomijo, svojo suverenost, vendar je Rusija še vedno prisotna. In podrobnosti o tem, kako bi to lahko izgledalo, se bodo sčasoma spreminjale. Zdaj pravite, da to ni le vojaško vprašanje. Kako bomo še videli, da je Rusija še vedno tam, v Siriji? Tu se kaže v nadaljnjem gospodarskem sodelovanju med Rusijo in Sirijo, v kulturnih izmenjavah in v diplomatskih stikih ter v stalni prisotnosti Rusije na terenu. Naj vam dam en primer. Rusija je pred kratkim ponovno odprla oziroma je bila pripravljena ponovno odpreti nekaj, kar se imenuje Ruska hiša. To je Ruski kulturni center. Ruski kulturni centri so tradicionalno znani kot obveščevalne izpostave. In to je znak tako za nadaljevanje kulturnih vezi Rusije z državo, kot tudi za to, kako Rusija te vezi uporablja za ponovno vzpostavitev svoje prisotnosti, nekakšen vpliv prek več kanalov povezav. Drug primer je seveda tisto, kar sem omenila na gospodarskem področju, kot je trgovina z pšenico, nafto, zdaj pa je bila to sirska vlada, si prizadevala zmanjšati svojo odvisnost od ruske nafte, vendar je to še vedno vprašanje. In spet obstaja več načinov, kako se bo to razmerje nadaljevalo.
Bi torej rekli, da Damask v bistvu izkorišča Rusijo, da s tem uravnava vpliv Turčije in drugih akterjev, ali pa jim vsaj pošilja sporočilo o novi Siriji? Mislim, da je to zagotovo del tega. Drugi del pa je, da je to sporočilo tudi za Rusijo, da je Rusija preprosto preveč pomembna, da bi jo lahko popolnoma prezrli na mednarodnem prizorišču. Veste, na to lahko gledamo tudi tako, da gre preprosto za prizadevanja Damaska, da uravnoteži odnose z vsemi temi številnimi silami, ki še naprej tekmujejo za vpliv v tej državi. In ne pozabite, Sirija je še vedno precej ranljiva za zunanji vpliv, ne le iz Rusije, ampak tudi iz drugih držav. In kar se tiče posebej ruskih baz, o katerih smo pravkar govorili, pomembno je vedeti, da je to zelo nenavadno. Gre za nenavadno situacijo, kjer je vladajoči režim, to je Asadov režim, bil odstranjen strani opozicije in to je šara. In vendar je Rusija država, ki je podpirala vladajoči režim, še vedno obdržala svoje baze v državi. Tako je že samo po sebi to nenavadna situacija. To se običajno ne zgodi. Običajno, ko opozicija odstrani vladajoči režim, država, ki je podpirala ta vladajoči režim, nima več takšne prisotnosti v državi. Ana Borševskaja, najlepša hvala, da ste nocoj prišli. Hvala, da ste me povabili.